Imel sem enkrat na sestanku eno gospo, rekla, pač podedovala sem eno bančni račun v tujini po svojem očetu, z denarjem ni nič narobe, ampak jaz si ga ne upam prijaviti v sistem davčne uprave, zaradi tega, ker nikoli ne vem, kam bo ta informacija odtekla. In pač jasno, ko nekdo ve, da imaš ti premoženje, ki mogoče navzven ni razvidno zaradi avta, nimaš v redu prelepega avta, prelepega stanovanja, se ne nosiš čudno, te pač v bistvu ljudje pustijo pri miru. Če pa informacija o tem, da nekaj imaš, pride do enega kroga ljudi, ki pa nimajo dobrih namenov, in ki tudi ni, ki možno, da bodo te informacije kupili od nekoga, ki do njih lahko pride, pa ne vem, z podkupnino, z izsiljevanjem, karkoli, se pa v bistvu pač ti premožni posamezniki ne počutijo več zelo varne. Zdaj v Sloveniji izhodišče je, da podatki so javni. Vemo točno, kdo so lastniki nepremičnin z vpogledom v zemljiško knjigo, vemo, koliko uspešna je tvoja firma, ker pač na Ajpes objavljaš letno poročilo, vemo, katere avte imaš, banka ima podatke o vseh bančnih računih in stanju konec leta. Se pravi, ni več teh tajnosti. Edina stvar, ki jo še ne rabimo davčni upravi poročati, je to, koliko imamo denarja v sefu doma, pa kakšne so, koliko imamo zlata. Pa trenutno, koliko imamo kripto. Vse ostale stvari že pa davčna uprava ima.